Draga predavateljica, profesor dr. Tanja Petrovič, dragi obiskovalci, drage obiskovalke današnjega znanstvenega popoldneva z naslovom Prijateljstva v uniformi JLA in njihova nenavadna življenja. Dobrodošli v imenu Raziskovalnega centra za humanistiko in Fakultete za humanistiko. Res smo veseli, da se je raziskovalka Tanja Petrovič pozitivno odzvala na naše vabilo in se z veseljem udeležila današnjega pogovora ter bo z nami delila del raziskovalnih spoznanj o pomenu Jugoslovanske ljudske armade, ki jih je tudi zapisala v znanstveni knjigi Utopija uniforme, afektivno življenje Jugoslovanske ljudske armade, ki je letos izšla pri tuji znanstveni založbi Duke University Press. In ko je Tanja potrdila, da bo se udeležila današnjega večera, sem tudi sama bila nekoliko bolj pozorna na to, koliko je izkušnja vojske med ljudmi prisotna. In kako se v pogovorih, kjer so udeleženi tudi starejše generacije, sploh omenja izkušnja vojaškega roka v JLA. In ne boste verjeli, vendar skoraj ni bilo pogovora, bodisi v okviru družine, v okviru prijateljstva, v okviru sosedi, kjer se ne bi omenilo karkoli povezano z vojaki. Bodisi kako so bili nekdaj generali strogi ali pa prijazni in razumljivi, kakšen red in disciplina je bila v vojski, kako danes nimamo pametne vzgoje, ker naših fantov ne pošljemo več v vojsko, o različnih spoznavanjih drugih kultur, o navadah, o veri in seveda o specifični hrani. Pred avtoriteto so bili vsi vojniči, mi je danes povedal moj oče, in se na formalni ravni ni delalo nobenih etničnih razlik. V medsebojnih pogovorih pa ja, so se spoznavali med sabo. Z vojsko je tudi povezan ta prostor, v kateri se danes nahajamo, saj je v času Jugoslavije Lanterjev dvorec upravljala vojska in po pripovedovanjih, tudi pred tem popoldnevom smo se ravnokar pogovarjali, je v spodnjih prostorih bil en manjši bar, v teh prostorih pa bila dvorana, kjer so se družili tako domačini, bili so tukaj plesi, kot tudi so se včasih pridružili tudi vojaki, predvsem pa oficirji. Univerza ima svoje prostore tudi v nekdanji kasarni Srečko Kosovel v Ajdovščini in lahko bi rekli, da je dediščina vojske veliko bolj povezana z zgodovino in kulturo Vipavske doline, kot se to sploh izpostavlja v raznih kulturnih, turističnih in izobraževalnih strategijah. Zakaj? Kaj je vojska pomenila v Jugoslaviji in katera vprašanja nam odpira v današnjem podsocialističnem času, ko se soočamo z večkulturnostjo, političnimi in socialnimi krizami, težavi z migracijami, vojnami in pa ustvarjanjem kulturne dediščine, ki zgodovino kraja mnogokrat nima veliko povezav, vendar lahko na polju iskanja nišnega turizma prinaša veliko dobička. Torej, k besedi vabim profesor Tanjo Petrovič, ki je jezikoslovka in antropologinja, znanstvena svetnica na Inštitutu za kulturne in spominske študije na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Naj povem, da smo s Tanjo tudi kolegice, da tudi sama delno delam na ZRC SAZU-ju in je Tanja tudi vodja Inštituta za kulturne in spominske študije. Zanimajo jo pomeni in rabe jugoslovanske in socialistične preteklosti v postjugoslovanskih družbah, kot tudi kulturni, jezikovni, politični in družbeni procesi, ki oblikujejo realnost teh družb. Objavila je številne znanstvene članke, nekaj monografij z področja antropologije, postsocializma, spominskih študij, študij spola, študij dediščine, lingvistične antropologije in zgodovine dela. Tanja, prosim, in nam povej kaj več, kaj si ti spoznala iz vojske v Jugoslaviji. Mislim, da ne rabim. Dober dan.
Lep pozdrav vsem, hvala, da ste prišli. Najlepša hvala, Jasna, za čudovito predstavitev in tudi odličen uvod v moje predavanje. Zelo lepo si poudarila, da različne zgodbe, spomini, materialni ostanki te izjemno velike infrastrukture, kot je bila Jugoslovanska ljudska armada, še vedno živijo. Moja knjiga je zaenkrat izšla v angleščini, z podnaslovom Affective Afterlives of the Yugoslav People's Army. Želela sem, ta beseda afterlife, torej to življenje potem, ko je nečesa konc, je zame tle zelo pomembno. Zelo sem razmišljala o tem, kaj bi s tem naredila v slovenščini, nisem nič bolj pametna v katerem drugem slovanskem jeziku, ki mi je blizu. Tukaj ne gre za neka posmrtna življenja, to ne pride v poštev, ampak gre za delovanje določenih izkušenj, dediščin, spominov, znanj, občutkov, čustev iz preteklosti v sedanjosti. In ta vidik mi je veliko bolj blizu kot to, kar ponavadi dobimo, ko se pogovarjamo o teh zadevah in ko rečejo, ti moški so itak nostalgični za tem časom, zato ker so bili mladi in jim vse bilo fajn. Ali nostalgični so zato, ker je takrat vse bilo poštimano, nekdo drugi je skrbel zanje, ni jim bilo treba na nič misliti. Mislim, da to niso poštene razlage in tudi niso razlage, ki izčrpavajo pomene, ne samo osebne, ampak tudi družbene, kolektivne, politične, teh občutkov, ki jih še danes srečamo. Kot si Jasna ti že poudarila, veliko moških se še vedno spominja tako svojega služenja vojske, kot te vojske nasploh, moških, žensk prav tako. Naša oblikovalka večine naših knjig na ZRC, na našem inštitutu, Tanja Radež, je enkrat napisala čudovit članek po nekem pogovoru z mano, ker jaz sem na tej knjigi zelo dolgo delala, za revijo Ambienti, ki se je imenoval Tudi ženske imamo svoje spomine na JLA. Torej, to je enostavno bila skupna družbena izkušnja, tudi sama popularna kultura je bila polna referenc na to vojsko, od serij, filmov do glasbe, tako da to ni samo moška izkušnja in pomeni te izkušnje niso nekako omejeni samo na moške. Danes sem se odločila, da bom govorila o prijateljstvih tudi zato, ker se mi zdi, da je to ključno, da ta odgovor na vprašanje, če ga sploh lahko dobimo, zakaj so te zgodbe še vedno pomembne, še kakor ima veze s prijateljstvi, s takimi prijateljstvi, ki se vzdržujejo, tudi s takimi, ki so na nek način prijateljstva, ki so prenehala skupaj s koncem vojaškega roka, ampak to ne pomeni, da so nehala biti pomembna in da so ljudje na njih pozabili, prav nasprotno. Prijateljstva so bila pomembna takrat, pomembne so večini moških tudi danes, na zelo različne načine in v različnih modalitetah. Verjetno najbolj številna skupina na Facebooku, na naših prostorih nasploh, je prav ta. Pronađi drugove iz bivše JNA, najdi tovariše, prijatelje iz nekdanje JLA in kot vidite, mislim, da sem ta screenshot naredila včeraj, ima trenutno 389,5 tisoč članov. Ko sem delala na svoji knjigi, sem vedno morala, ko sem delala korekture, vedno sem morala to številko spreminjati, ker se ni spremenila za samo 1000. V parih mesecih se je spremenila za nekaj 10.000. In glavni namen, tako kot samo ime pravi, je nekako ponuditi način moškim, da locirajo, najdejo svoje nekdanje tovariše iz vojske in se s njimi na novo povežejo. Danes bom probala nekaj povedati o sami naravi teh prijateljstev, o pogojih, znotraj katerih so se ona ustvarjala in tudi o njihovem današnjem življenju in pomenu v naši sedanjosti, ko živimo
v zelo drugačni resničnosti, ko je bila tista, ko so se ta prijateljstva ustvarjala. Mogoče začnem s tem, kar mislim, da tukaj nam ni treba preveč razlagati, ampak Jugoslovanska ljudska armada je funkcionirala je bila naborniška armada, vojaški rok je bil obvezen za vse moške, ki so napolnili 18 let oziroma zaključili srednjo šolo. V določenih primerih so v vojsko šli tudi po zaključeni fakulteti, po diplomi. Najbolj pogosto v primerih, ko so študirali za poklice, ki jih je sama vojska lahko izkoristila, kot je na primer medicina, strojništvo in tako naprej. Vojaški rok oziroma naborništvo je temeljilo armada je ustrajala do samega konca praktično na tako imenovanem ekstrateritorijalnem principu, kar je pomenilo, da so vojake pošiljali načeloma čim dlje od hiše, ponavadi v drugo Jugoslovansko republiko, najbolj pogosto v neko mesto, kraj, za katerega niso prej niti slišali. To je omogočalo na nek način zelo zanimivo kombinacijo res izjemne, radikalne različnosti in enakosti hkrati. In to se mi zdi, da je bil okvir, ki je tudi pogojeval ustvarjanju prijateljstev na zelo specifičen način, drugačen od tega, kako smo lahko včasih in kako tudi danes lahko sklepamo prijateljstva v tako imenovanem normalnem, vsakdanjem življenju. Moški so prihajali iz različnih koncev in so potem skupaj res v intimni bližini živeli skupaj 1 leto, leto pa pol do 3 let, odvisno seveda od obdobja in tudi od rodu vojske. To že vemo načeloma, da je recimo mornarica bila, vojaški rok v mornarici je bil najdaljši. Ti različni moški so živeli skupaj, spali skupaj, delali skupaj, se morali učiti ta politično izobraževanje skupaj, šli skozi vse drile, dnevne rituale skupaj. Med njimi so bili praktično nepismeni mladi fantje, ki so prišli iz bolj recimo temu tako nerazvitih koncev in območij in tudi ljudje, ki so že končali fakulteto. In ustvarjanje takih enot, takih skupnosti znotraj vojske se mi zdi zelo pomembna in tudi moramo se zavedati, da ta princip dejansko ni šel v prid neki vojaški učinkovitosti. Lažje bi bilo narediti bolj homogene skupine, kjer se ljudje enostavno med sabo razumejo, vejo, o čem govorijo, tudi govorijo mogoče isti jezik, kot jih dati skupaj na tako radikalen način, kot je delala JLA. Da bi jih naredila, da bi sploh take enote naredila funkcionalne, JLA, tako kot vsaka druga vojska, je najprej te fante moralo narediti enake. In to je ta proces, ki ga v sociologiji sociolog Goffman, ki se je veliko ukvarjal s temi totalnimi inštitucijami, to so inštitucije bolj ali manj zaprtega tipa, ki so tudi samozadostne, ki ponavadi same skrbijo za večino stvari, ki jih rabijo. Take inštitucije so na primer zapor, vojska tipično, lahko tudi nekatere druge, kot na primer internatske šole. In ta proces delanja vseh enakih se v tej sociološki teoriji imenuje mortifikacija. In jaz imam tle sliko nekoga, ki ga mogoče nekateri med vami poznajo, to je Rambo Amadeus, ta črnogorsko-srbski, nepomembno, mislim, z naših prostorov glasbenik, zelo popularen, ki ga je zelo težko prepoznati na tej fotografiji. Ampak ja, večina moških, tudi ko je prišla prvi dan v vojsko, ko je morala svoje civilne obleke pač pustiti za sabo in sama JLA je o svojem strošku te obleke pošiljala domov, torej vojaki niso imeli dostopa do svojih civilnih oblek, so lahko bili praktično ves čas izključno v uniformi. Veliko moških po teh procesih,
s katerim so bili izpostavljeni prvi dan služenja vojaškega roka. To je oblačenje uniforme, striženje seveda, še ena vrsta zdravniškega pregleda in tako naprej. So imeli težave sami sebe prepoznati v ogledalu. Tu pa ni bil seveda konc tega procesa, ta proces je trajal zlasti v prvem delu vojaškega roka, tako imenovana obuka, to je čas, ko ni prostega časa in ko vojaki, tudi takrat, ko se to zdi totalno nesmiselno, grejo skozi te dnevne rutine in protokole in se učijo specifičnega vojaškega jezika, kako morajo nasloviti oficira, kako morajo odgovoriti, če so naslovljeni. Stokrat pač delajo posteljo, da je taka, da je oficir z njo zadovoljen, vsak dan hodijo zjutraj na gimnastiko, saj to so še vse tudi, že praktično je neka vrsta folklore za vse nas. Ti rituali in rutine so imeli pa svojo funkcijo prav v tem, da se na nek način te izjemno raznolike enote naredijo dovolj koherentne, da lahko funkcionirajo. Vojaki so bili v uniformi, to jih je seveda tudi delalo enake in moram nekako poudariti tudi to, da Jugoslovanska ljudska armada res ni diskriminirala po nobenem principu. Diskriminacija je bila tudi praktično tabuizirana in je to bila zelo različna situacija od recimo zelo primerljive po marsičem vojske socialistične Bolgarije v istem času, kjer pripadniki manjšin, zlasti muslimanskih manjšin, so služili v posebnih enotah in te enote so se imenovale gradbene enote, torej Turki, Pomaki, to je manjšina slovanskega porekla, ampak muslimani. In nekateri drugi Romi praktično niso imeli dostopa do orožja. Im se kot državljanom ni dovolj zaupalo, da bojo da bi lahko nosili orožje in se naučili rokovati z njim. Izraelska vojska, ki je tudi vojska, ki je tudi do današnjega dne obvezna za tako moške kot ženske, ni obvezna za arabske državljane Izraela. Torej, njim se nekako pove, da ni nujno, da služijo, da ne morajo služiti, dejansko pa to sporočilo, da raje ne, da jim ni treba služiti. In tu se dela neka res razlika med državljani, ki je v jugoslovanski vojski absolutno v tem smislu ni bilo. Uniforma je delala vse enake in na nek način tudi oddaljene od tega, kar so bili v vsakdanjem življenju. Na YouTubeu se lahko najde ta film Karpa godine. Karpo Ćimović Godina je režiser, filmski tudi snemalec, scenarist, ki je služil vojsku v Ajdovščini pravzaprav. Prvi del obuka, obvezni del vojaškega roka je odslužil v Ajdovščini, v Pešadiji. Potem so pa dojeli njegovi oficiri in nadrejeni, da on zna delati filme. Karpo Godina je takrat že delal skupaj z Želimirjem Žilnikom na filmu Rani radovi, ki je iz leta 1996, ki je Žilniku tudi povzročil veliko težav in zaradi njega je moral nekaj časa živeti v tujini. Tako da je Karpo Godina dejansko bil umetnik, ki je pripadal temu črnemu valu in je bilo malo presenetljivo, da so glih njega poklicali v Zastava filmu Beograd, da bi delal propagandne filme za JLA. In je medtem, ko je iskal inspiracijo za svoj prvi samostojni propagandni film, v časopisu Front našel novico oziroma kratek članek o mestu Štip, kjer živijo skupaj drug zraven drugega tisoče žensk, ki delajo v tekstilni tovarni in tisoče mladih moških, ki služijo vojsku v tamkajšnjem garnizonu, med njimi pa ni nobenih kontaktov. In je Karpo Godina napisal, da bo naredil ta film, vojska je bila navdušena, ker so vedno zelo želeli naslavljati vprašanja sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, z mesti, kjer so bile kasarne.
In je nastal film o ljubavnim veštinama, ki ni bil to, kar si je Jela želela, je daleč od tega, pokaže pa zelo dobro to neko vrsto odtujenosti, ki jo je verjetno vsaj do neke mere vsak vojak čutil v uniformi, ker je enostavno, to sem sliko naredila par dni nazaj, ker je trenutno v kinoteki v Ljubljani razstava o filmih Karpa Godine in so to naredili te slike oziroma te still frames teh vojakov, ker vidimo, da oni tam hodijo po teh planinah in jih potem kamera na koncu filma posname enega za drugim. Vsi so na nek način enaki, imajo isto uniformo, jasno je pa, da so vsi različni, oziroma jasno je vsem, ki gledajo te fotografije oziroma jih gledajo, kako se vrstijo na filmski traki, da morajo med seboj biti zelo različni, da o njih dejansko vemo zelo malo, razen tega, da so vojaki JLA. In to je neka ta fina dinamika med enakostjo, različnostjo, ki je za samo vojsko bila pomembna, še bolj pomembna je bila za same vojake in vezi, ki so med sabo ustvarjali. To, da so se vojaki počutili malo odtujeno v uniformi, ne pomeni, da je vojska bila odtujena od družbe, ki naj bi ji služila. Vojska je ponavadi bila priljubljena, s neko spet fino in kompleksno dinamiko, ker po drugi strani lokalni mladi fantje niso marali vojakov, ker so lokalne punce ponavadi imela rade vojake v uniformi, ali pač ne. Recimo te ženske v filmu Karpa Godine na začetku pravijo, mi se ne družimo s vojaki. Oni so grobi in če se družiš z vojaki, te potem opravljajo. Tako da je vedno neka taka situacija, ki dejansko ne pove veliko o tem, kdo so ti mladi moški. So lahko, kot sem že rekla, nepismeni pastirji, ki so prišli iz Stare planine, lahko so pa že diplomirali in razmišljajo o znanstveni karieri ali kakšnikoli drugi karieri. Tega se enostavno ljudje, ki so jih opazovali, niso mogli vedeti. Vipava je seveda bila eno izmed pomembnih vojaških mest in odtlej jaz v svoji knjigi imam eno anekdoto oziroma neko vrsto resničnega vica, ki so mi ga povedali, da je enkrat direktor lokalnega vipavskega kina poklical gospo, ki je delala na blagajni in vprašal, a je kaj obiska za film, ki se je prikazoval ta dan, koliko je vstopnic prodala, in ona je rekla, notri je, ne vem, 5 ljudi in vsi ostali so vojaki. Tako da, po drugi strani pa imamo tudi to lepo, spomnite se vsi teh oznak, samo za deco in vojnike. Torej, fina in zanimiva je ta dinamika, kako so na vojake gledali in kako so potem oni sami lahko bili to, kar so med tem, ko so bili v uniformi. To je zelo podobno seveda z ostalimi totalnimi inštitucijami, ki sem jih že omenjala, ker se veliko, zlasti skozi te rutine, dnevne rutine, pač investira v to, da se naredi neka skupna identiteta oziroma da te skupnosti funkcionirajo in ne samo funkcionirajo, ampak se tudi identificirajo, najbolj pogosto z uniformo, ki nosijo. In to je ta internatska šola v Indiji, ki je zelo znana in o kateri je antropolog David McDougall naredil celo študijo in tudi etnografski film, in kjer pokaže, da prav skozi določene rituale se ustvarja ta pripadnost skupnosti. To pa, kar je različno in kar je spet treba poudariti med recimo zaporom ali tovrstnimi šolami, je dejstvo, da v zaporu so ljudje primerljivega socialnega profila, so kriminalci. Ne. V takih šolah so zelo pazljivo izbrani mladi ljudje, ki jim se obeta politična, znanstvena ali kakšnakoli druga profesionalna kariera. To je bodoča elita. Medtem ko je Jugoslovanska ljudska armada te skupnosti, ki so grajene skozi uniformo in dnevne te ponavljajoče se rituale, so to bili dobesedno fantje z različnih koncev, tako med sabo različni, da je majhna verjetnost, da bi se med sabo celo srečali
če te vojske oziroma vojaškega roka ne bi bilo. Tukaj ne samo, da so se srečali, ampak so med sabo postajali tudi prijatelji. To vse, kar sem povedala, pa ne pomeni, da je tako za te fante kot za samo inštitucijo JLA bilo nepomembno, kdo so ti ljudje, s kakšno prtljago prihajajo iz svojega vsakdanjega, navadnega življenja, kaj znajo delati, kaj radi delajo. In za samo JLA je to bilo pomembno, ker je to tudi olajševalo neko vrsto integracije. Vojska je sama računala na čustva, ki se bojo pojavila med temi fanti, tudi na podlagi tega, kdo so. Tipično je recimo bilo, da na začetku, ko je vse že hudo, ko je ta prehod iz običajnega življenja v vojaško življenje kar krut in težak je bil zlasti za mlade fante in zlasti za tiste, ki niso bili navajeni iti stran od doma in ponavadi niso nikamor šli do tedaj. In nekako zelo spontano so ti starejši, izkušnejši na nek način jih ščitili in pomagali, skrbeli za njih. In ta skrb, eden izmed mojih sogovornikov za to knjigo mi v nekem trenutku reče, pazili smo se, skrbeli smo drug za drugega. In mislim, da ta skrb je izjemno pomembna in se kaže na zelo različnih nivojih. Med temi mlajšimi, izkušnejšimi, med bolj psihično stabilnimi, temi, ki so bolj trpeli. Jaz tle imam nek citat, ki je meni zelo ljub od Radosova iz Kruševca v Srbiji, ki je služil vojsko s Kamenkom iz Kaknja v Bosni in Kamenku je vedno padala odeja z tega pograda in Radosov je vsako noč večkrat vstajal in ga pokrival in tako cel vojaški rok. Ta skrb je bila tudi pomembna za normalno življenje in na nek način za preživetje v vojski. Vemo, da je največji izziv bil že prvi dan oziroma že na samem začetku ohraniti opremo. To je, v JLA ni bilo veliko nasilja, ni bilo tega nasilja, o katerem poročajo raziskovalci, recimo služenja vojaškega roka v Sovjetski zvezi v približno istem času, kjer je nasilja bilo res ogromno in je šlo nekako po etničnih linijah. Rusi so ponavadi maltretirali ostale. Tukaj razen malo teh folklornih nekih odnosov in ritualov med džombami in gušterji, nasilja dejansko ni bilo, bilo je res tudi tabuizirano. Je pa, če lahko govorimo o neki vrsti ne nasilja, ampak problemov, ti problemi so se ponavadi nanašali na krajo opreme. Torej pride mlad vojak in na lepem ostane zelo hitro brez obutve, brez srajce, ker nekdo drugi, ki ne najde svojemu, je vzame, on še ne zna, kako se čuvati. In Haris, eden moj kolega antropolog, ki zdaj živi v Avstraliji in je služil vojsko v 80-ih letih v Senti, v Vojvodini, mi je pravil točno to, da je najbolj pomembno biti dober prijatelj s temi, ki delajo v tej shrambi, v skladištu. Ker tako dobiš vse, kar rabiš in ponavadi je seveda obstajala reciprociteta. Vsak je bil za nekaj zadolžen, vsak je z nečim lahko nekomu pomagal. In je to je dejansko precej definiralo logiko skupnega življenja znotraj kasarne. Haris je tudi, ker je zaključil srednjo medicinsko šolo, preden je šel v vojsko, imel v svoji četi Đurico. Đurica je kmet iz okolice Rekovca v centralni Srbiji, odlično je igral na harmoniki in strašansko se bal teme. Zanj ni prihajalo v poštev, da bi šel na nočno stražo. Nikako. In potem Haris kot medicinar, ki so imeli neko malo ambulanto znotraj kasarne, bi vedno rekel oficirjem, da on sumi, da ima Haris neko nalezljivo bolezen, ne vem kaj že od teh otroških in najboljš, da ostane v karanteni. In potem, ko so oficirji popoldan šli domov, ga je seveda spustil, ampak na ta način nikoli ni bil pač razporejen, da gre na nočno stražo. In to je seveda za Harisa bilo bistveno.
Pomoč se je tudi dogajala, vojska ni neka prijazna ljudem inštitucija, vojska je totalna inštitucija z veliko pritiska na posameznika, tako fizičnega kot psihičnega, in JLA seveda v tem smislu ni mogla biti izjema, ampak je s tem ustvarjala tudi možnosti za določene solidarnosti, ki so izhajale kot pač neka protiutež temu pritisku. Tako da eden od mojih sogovornikov mi je razlagal o tovarišu iz njegove enote, ki so ga vsi imenovali intelektualac. Imel je zelo, zelo debela očala, vedel je vse o orožju in ni bilo šanse, da zadane v meto. Nikoli. In potem so vsi drugi vojaki, vsak bi en strel pač usmeril na njegovo meto, na njegovo tarčo, da on tudi zbere dovolj točk, da ne bi imel težav oziroma da bi opravil nalogo, ki je bila postavljena. Prijateljstvo vojski ni služilo samo temu, da vojaki nekako preživijo, da si med sabo pomagajo v tem vseeno velikem izzivu, kot je bil vojaški rok. Ni služilo samo za to, da bi na ta način vojska lahko funkcionirala. Imelo je tudi širše, zelo pomembne družbene pomene. Vemo, da je ideja drugarstva, bratstva in enotnosti, tovarištva bila ključna ideja jugoslovanskega socializma. In kot sem rekla, JLA je žrtvovala dober del neke te mogoče vojaške učinkovitosti, da bi omogočila tovarištvo, da bi omogočila izkušnjo življenja radikalno različnih ljudi skupaj. In seveda s tem je omogočila tudi razvijanje vezi med njimi. Ta prijateljstva so seveda, tako kot ponavadi v življenju, zelo pogosto temeljila na podobnosti. Podobni moški so se prepoznavali med sabo in ratovali prijatelji. Tisti, ki so bili starejši, so imeli že podobne življenjske izkušnje in so seveda držali skupaj, so se imeli o čem pogovarjati. Tisti, ki so prihajali iz večjih mest, so poslušali enako glasbo, imeli radi iste bende, tudi so pač ponavadi bili skupaj. Tak primer je recimo eden od mojih sogovornikov je Božidar Lugarić iz Zagreba. On je potem postal transportni inženir, oziroma je že bil, ker je šel v vojsko, potem ko je diplomiral, je prišel služiti vojsko v Postojno in se je zelo spoprijateljil z Đuro iz Batajnice, v tem predmestju Beograda. Oba sta že bila poročena, sta bila malo starejša od ostalih in sta bila res dobra prijatelja. In to prijateljstvo se je nadaljevalo tudi potem, ko so šli nazaj domov. Veliko prijateljstev pa je bilo takih, kot sem že rekla, da so bila težko možna v normalnem, navadnem življenju, ker je razlika med prijateljema bila zelo velika. V izkušnji, v tem, odkot prihajajo, v tem, kaj vedo, ampak je ta infrastruktura, ki jo je ustvarjala vojska, ki je ustvarjala ta inštitucija vojaškega roka, omogočala medsebojno prepoznavanje in prijateljevanje. Tako kot je povedal Jasnin oče, in to je pomembno in na to se jaz bom večkrat vrnila, uniforma, ta precej na nek način totalna situacija, v kateri se znajdeš, ko si v uniformi, vojaški uniformi JLA, res naredi precej nepomembno, kdo si. Ali sicer doma imaš drage obleke, ali si Srb, Albanc, Hrvat. Seveda, vsi vemo, da s časom, kako je čas tekel, so te razlike postajale bolj in bolj pomembne. V nekem trenutku ta uniforma ni mogla več niti ščititi vojakov tudi od nasilja. Imam zgodbe enega od mojih prijateljev in sogovornika za to knjigo, ki pravi, da je služil vojsko v Splitu 91. In takrat, kadarkoli so šli v mesto, so bili pretepeni. Noben jih ni vprašal, a so Hrvati, a so Slovenci ali karkoli drugega. Uniforma je delala svoje. Ampak večji del zgodovine Jugoslovanske ljudske armade temu ni bilo tako in so se ljudje prepoznavali predvsem po nekih moralnih kriterijih in ne po
tem, odkot prihajajo in kdo so v razrednih in ostalih kategorijah. Večina mojih sogovorcev ima neko zgodbo o nekem prijatelju, ponavadi niso več v kontaktu, ampak ta oseba jim na nek način, tudi ne znajo zelo pogosto ubesediti zakaj, ampak jim ta oseba veliko pomeni. In je zgodba, ki jo je filozof Boris Buden objavil, ki se imenuje Jeton i ja u JNA, to je njegov prijatelj Jeton, albanski, ne govoril nič srbo-hrvaškega, ona dva sta služila v Beogradu in sta vedno skupaj šla v mesto, ker so se oficiri nekako zadolžili Borisa, da skrbi za Jetona tudi v mestu. In skupno so jim bile samo kletvice, ker je Jeton znal nekaj kletvic, ampak sta na nek način, je ta Jeton na nek mogoče neenostavno razložljiv način tudi dan danes Borisu zelo pomemben. Zdaj, lahko se vprašamo, kaj je pomen teh prijateljstev danes, kaj se z njimi dogaja potem. Moška prijateljstva so del nekih moških zgodb in so način grajenja teh zelo tipičnih moških identitet. Jaz se zelo izogibam v knjigi preveč govoriti o tem, ker se mi zdi, da s tem ne povemo veliko, ampak če berete knjige o moškosti, zgodbe o moških prijateljstvih, bojo ena izmed narativnih načinov, kako se ta moška identiteta izraža. Tudi v zgodbah mojih sogovornikov prijateljstva so bila ena izmed praktično najbolj pomembna tema v spominih na vojsko. Saj veste tudi Balašević, v vojci sem stekal druga do groba, to je vse del iste zgodbe. In ta zgodba ima tudi svoje vizualne ekvivalente, to so slike iz JLA, različne slike so, jaz seveda v knjigi govorim veliko o posameznih portretih, ki na nek način imajo ta učinek, ki se meni zdi zelo pomemben. Tako kot na teh slikah iz filma Karpagodine, ko gledamo moške, tudi ko gledamo te moške, ki so tle skupaj, o njih dejansko ne moremo nič povedati, razen da so vojaki JLA. Ne moremo reči, kateremu narodu pripadajo, ne moremo reči, koliko so izobraženi. In to jih na nek način ščiti od enostavnih in poenostavljenih interpretacij tudi danes. Slike, te prijateljske slike dveh ali večjih moških so bile izdelovane tako v teh fotostudijih, ko bi vojaki šli ven v mesto. So pa tudi nastajale znotraj vojašnic, takrat, ko je za to bila priložnost. Mislim, da je to nekje v Sloveniji in mislim, da je nekje blizu. To so take prijateljske slike, ki mislim, da so vsem nam enostavno prepoznavne. Nekatere med njimi so tudi zelo tople, zelo intimne. To je ta serija slik Francija Viranta, slovenskega fotografa, ki je služil vojsko v bližini Osijeka, najprej v Somboru, pa prek komanda v Osijek, kjer je bil na tem poligonu C, ta protizračna obramba, protivazdušna odbrana. In ker je to poligon, ker je izven vojašnice, so ti vojaki popoldan ostajali sami. Oficirji bi prihajali zjutraj, šli domov, tako da je bila malo bolj sproščeno vzdušje. In je Franci tudi lahko slikal. Ne samo, da je lahko slikal, ampak tudi, ko je prišel v vojsko, je na nek način dobil status uradnega fotografa, ker slikati znotraj kasan je dejansko bilo prepovedano. Celo je JLA v sodelovanju s fotoklubom Osijek organizirala razstavo njegovih predvojaških fotografij. To je to, kar sem govorila, da je vojska tudi skrbela za to prtljago, ki so jo vojaki prinašali med sabo. Pogovarjali smo se pred začetkom o tem, da je v Vepavi bilo veliko glasbenikov in ti glasbeniki so res imeli status glasbenikov v vojski, tako kot so drugi umetniki imeli status vojakov umetnikov. Po obvezni obuki, po tem prvem delu vojaškega roka, jim je bilo dovoljeno, da nadaljujejo svojim umetniškim delom.
Dobili bi tudi opremo, ki jo rabijo, kakšen studio. Vsako leto so organizirane razstave teh vojakov in umetnikov, tako da v tem smislu res govorimo o nenavadni inštituciji, kateri cilj ni bil samo naučiti vojake uporabljati učinkovito orožje. Da se vrnem na Francija Viranta, zato ker so ti vojaki bili sami, imeli veliko prostega časa popoldan, so nastajale različne fotografije in med drugim take zelo čustvene, bi jaz rekla, na nek način intimne, na način, kakšen ponavadi ni glih prisoten v fotografijah moških. Vizualni antropolog John Ibson piše o teh tradicijah fotografiranja moških v ameriški družbi in pravi, da nekje do Prve svetovne vojne, torej do modernih časov, je bilo zelo tipično za moške, da se slikajo tako, da en drugemu sedi v krilu, da se objamejo tako, ne ta bolj tovariški, ampak bolj intimen način, da se držijo za roko in da te slike niso s tem nujno in na prvem mestu niso niti sploh bile asocirane z homoseksualnostjo. Potem nekako v modernem času postane tako slikanje moških tabuizirano in tabuizirano je tudi pri nas, ampak glih zato, ker je to neka liminalna, izolirana situacija, so ti moški v tem smislu bolj čustveni, kot bi si recimo bili, če bi se slikali kje drugje o kaki drugi priložnosti. In taka prijateljstva so značilna za totalne ustanove, ki sem jih že omenjala, včasih preživijo, včasih bolj tipično tudi nekako se nehajo s časom in izkušnjo povezano s to ustanovo in v tem smislu JLA ni nobena izjema. To pa, kar je izjema, je seveda velika razpoka, ki se je vsem nam na teh prostorih zgodila v 90-ih letih. Jugoslovanska ljudska armada je imela vojake, umetnike, je omogočala kmetom, da pišejo pesmi, umetnikom, da se ukvarjajo z umetnostjo, različnim ljudem, da postajajo prijatelji, ampak je tudi seveda kot bila katerakoli druga vojska moške učila streljati in so to znanje s pridom uporabljali v 90-ih letih drug proti drugemu. In to dejstvo in tudi dejstvo, da je nekak kontinuiteta tako na osebni ravni kot tudi na kolektivni ravni v veliki meri prekinjena, ta prijateljstva na nek način v tem našem kontekstu in kontekstu JLA dela specifično v primerjavi z drugimi tovrstnimi inštitucijami. Zdaj je že 30 let od vojn na prostoru nekdanje Jugoslavije in seveda določene stvari so se normalizirale, normalno prehajamo vse meje, ne rabimo več viz, ni več, vsaj ne eksplicitno in izrazito etničnih spopadov, ki bi bili oboroženi vojaški, ampak je to seveda čas, ko je veliko ljudi, vmes je veliko ljudi izgubilo življenje in to dejstvo na nek način ta prijateljstva dela nemogoča tudi danes in na način, ki je različen od drugih. Pri moji raziskavi, kadarkoli jaz sem to raziskavo delala vrsto let in se z določenim številom moških delala res kontinuirano iz leta v leto in se velikokrat vračala. In večina njih, ne vsi, ampak velika večina naj zame imela prošnjo, če bi jaz poiskala njegovega najboljšega prijatelja. Sami se ponavadi niso upali, bodisi zato, ker so se bali, da je ta moški mrtev, bodisi zato, ker so se bali, da niso vedeli, kakšen človek je vmes postal v vseh teh procesih, ki so redefinirali družbe na prostoru nekdanje Jugoslavije. In vseeno je čas šel in dost
dosti teh prijateljstev je na novo vzpostavljeno, dosti moških se je spet srečalo s svojimi prijatelji iz JLA. In eno izmed teh srečanj je postalo celo zgodba v medijih, mislim, da je to nek portal v Srbiji, kjer pišejo, da so se Srbin in Hrvat po 34 letih spet srečali in pravijo, da so se ta dva moška zelo dobro razumela v vojski, sta bila zelo podobna, pol nekaj časa nista bila v kontaktu in zdaj sta se spet videla in seveda tudi tema vojne, delitev, razpada Jugoslavije je bila prisotna, ampak kot pravijo, kot zreli in resni ljudje, spoštujemo dejstvo, da oba imava rada svoj narod in svojo državo in to je mera nacionalizma, ki ne moti naše prijateljstvo. To je neka vrsta naracije, ki potrjuje ta na novo vzpostavljen red, da danes vseeno živimo v nekih etnično zamejenih, etnično definiranih skupnostih in da velik del logike, kako naše družbe funkcionirajo, dejansko temelji na tem, kdo si. In to mogoče zveni preveč poudarjeno, mogoče je to nekje bolj očitno, recimo v Bosni, kot je v Sloveniji, ne smemo pozabiti vseeno recimo na izbrisane, ampak če gledamo ta prostor nasploh, dejstvo je, da smo iz teh vojnih izšli z novimi državami, ki so absolutno etično definirane in kjer je etničnost osnovna logika funkcioniranja. Mila Dragojević, antropologinja, ki živi že dolgo vrsto let v Združenih državah, je 2 leti nazaj objavila knjigo, ki jo je poimenovala Amoralne skupnosti. To je knjiga, ki govori, raziskovala je, kaj se je dogajalo v majhnih etnično mešanih območjih na Hrvaškem v teh vojnih letih med letom 91 in 95. In pravi, da tisto, kar je bilo prej, da enostavno službo imaš, če si izobražen, priden, kompetenten za določeno službo. V šolo hodiš, če ti je blizu doma, v vrtec hodiš, če pač si otrok, ki ima starše, ki delajo, se je v tem procesu spremenilo tako, da ni več bilo pomembno to, kdo si in kaj rabiš, ampak kdo si etnično. In to je definiralo tvoje možnosti izbire, ne nazadnje zelo pogosto to je definiralo tudi črto med življenjem in smrtjo. In mislim, da to vsi vemo. Makedonski režiser Mitko Panov je služil vojsko leta 1981 v Titovem Velesu in takoj po koncu vojaškega roka je odšel v Ameriko, ker je hotel biti umetnik na Zahodu, tako kot veliko umetnikov. In potem je leta 1996, ko je že bil uveljavljen režiser, se je vrnil domov v Skopje in hotel z idejo, da bo naredil film o svojih tovariših iz vojske. Hotel je videti, kaj se je z njimi vmes zgodilo po teh vojnah. Leto je 1996, torej večina vojn se je končala, ampak ne veliko časa nazaj. Na meji med Hrvaško in Srbijo so še vedno barikade. Kosovo se še bo zgodilo, torej to ni neka čisto oddaljena zgodba od vojn in travm, ki so jih one prinesle. Poslal je pisma, imel je pač ta zvezek z naslovi svojih tovarišev iz svoje note, poslal je pisma, dosti tih pisem se je vrnilo iz Bosne skoraj vsa. In potem je videl, da ni druge, da mora iti osebno poiskati te ljudi. In zdaj za nas, ki smo živeli na teh prostorih, mi smo bolj postopno bili izpostavljeni tem procesu etnicizacije. On je prišel nazaj iz Amerike in ni ujel takoj logike in je zelo pretresljivo in žalostno gledati ta film, ker recimo Mitko Panov gre v Zenico in išče Borisa in vsi ga gledajo. Boris, a je ta Boris Srb? Saj tle sploh ni Srbov. V Zenici takrat Srbi niso več živeli. V
V Drvarju je iskal Marinka, spet nekega Srba, so ga zaprli za cel dan v policijsko postajo, ker je bilo zelo sumljivo, da išče Srba v mestu, ki je zdaj Hrvaško. In potem v Doboju pride do stavbe, kjer naj bi živel njegov prijatelj Dino, glede na naslov, ki on ima, in sreča eno staro mamo in vpraša, a tu živi Dino? Ona, Dino. In potem ona vpraša, a kdo je Dino? A je Hrvat, a je musliman? In Mitko Panov reče, ne vem, zame je on bil Dino. In ona mu reče, če je musliman ali Hrvat, ne samo, da ni v tem bloku, ni ga sploh v Doboju. Sploh ga ne išči tukaj. In to je ta logika, o kateri govorim, ki danes enostavno precej definira politične horizonte in tudi marsikatere druge horizonte. In seveda v tem procesu so ta prijateljstva med različnimi ljudmi postala še bolj nemogoča, ampak v samem filmu Mitka Panova je Kadri, Albanac, ki živi nekje na meji med Kosovom in Makedonijo. In Kadri Mitka zelo potihem, zelo z veliko obotavljanja sprašuje, kaj je z Draganom. Dragan je njegov prijatelj iz, vsi so skupaj služili v Velesu, Dragan je nekje iz Bosne, današnje Republike Srpske. Mitko že za Dragana ve, da je umrl v vojni. Ampak to spraševanje Kadrija, ki ne more tudi o tem zelo odkrito govoriti, ne more se sam pozanimati, zelo pa želi vedeti, kaj je z njegovim prijateljem, je ta moment, ki se meni zdi zelo pomemben. Franci Viran tudi pravi za svojega prijatelja Duja iz okolice Omišlja, da vsako leto, ko gre v Dalmacijo na more, se ustavi in razmišlja, da bi ga poiskal in ga nikoli ne poišče. In zdi se mi, da je ta nezmožnost oziroma ta neka po eni strani nezmožnost, po drugi ustrajnost teh spominov, da so vedno tu, da se vedno vračajo, nekaj zelo pomembnega. Božidar, ki sem ga že omenjala, in Đura, njegov prijatelj, sta bila zelo prijatelja tudi po vojski, ampak samo do leta 1991. 1991 je Đura poklical Božidarja in rekel, ti si ustaša, tako kot vsi tvoji, jaz bom šel v Knin braniti moje brate Srbe, nočem več slišati zate. In to je bilo to. Božidarjeva hčerka je moja kolegica in ona mi pravi, da Božidar praktično vsak dan, skozi vsa ta leta omenja tega Đuru in se nekako ne more spoprijazniti z dejstvom, da ga je njegov dober prijatelj odvrgel samo zato, ker pripadata različnim narodom. Ne da bi kdorkoli od njih nekaj sam dejansko naredil. Ta neka nezmožnost in pomembnost hkrati se mogoče najboljše kaže v primeru Hariza Halilovića, ki sem ga že omenjala, in njegovega prijatelja Đurice, tega harmonikaša, ki se je bal teme in nikoli ni šel na nočno stražo. Ona dva sta šla svak po svoje, seveda potem, in v nekem trenutku, ker je iz Sarajeva, ker je študiral leta 1992, šel v Prijedor obiskat punco, so Harisa ujeli Srbiji, takrat v Prijedoru, in ga internirali in zaprli v taborišče Trnopolje, ker je tudi lahko uporabljal znanja iz medicine, ki jih je dobil tako v šoli kot potem med služenjem vojaškega roka. Preden se je to zgodilo, je Đurica poklical Hariza skupaj s svojimi starši, in ker je bilo vsem jasno, da se nekaj dogaja, da se dogaja nekaj grdega, zlasti v Bosni, so mu predlagali, da se pride skrit k njim, da ga tam zraven Rekovca v Srbiji, verjamem, da večina z vas ni slišala nikoli za Rekovac, nihče ne bo našel. Haris tega ni naredil. Ko se je končno uspel osvoboditi iz Trnopolja, je šel v Zagreb in potem v Avstralijo, ker tudi danes živi. Haris in njegov brat sta, to so ti spet prijatelji to sem malo. Haris in njegov brat sta edina moška iz njihove široke družine, širše družine, ki sta preživela Srebrenico. Tako da za Harisa povezava danes iz daleke Avstralije, povezava s temi našimi konci ni nekaj, s čem veže veliko idej o humanosti,
človeštvu, prijateljstvu, razen ko gre za Đurico. Midva sva se videvala vsakih par let na različnih konferencah in jaz bi vedno vprašala za Đurico in njegov obraz se je vedno totalno spremenil in rekel, ti se spomniš mojega Đurice. Ona dva sta prijatelja na Facebooku, mogoče si čestitata rojstni dan, novo leto, ampak nimata veliko več za deliti, preveč je vmes, preveč je razlik. Ampak ta tenzija med tem, koliko je omejen način življenja tega prijateljstva in koliko je po drugi strani to prijateljstvo pomembno, je nekaj, zaradi česa jaz mislim, da ta prijateljstva dejansko res zelo politično intervenirajo v to danost naših sedanjosti, ki so precej definirana z nekimi identitetnimi kategorijami, ne samo z etničnimi, ampak tudi z razrednimi in ostalimi. Ker danes tudi, če se politično borimo, to lahko delamo samo iz pozicije svojih identitet. Zgubili smo možnost, ki se je moški, ki so služili spomnijo in je mogoče še čutijo, in to je, da je pomembno sebe doživljati, sebe razumeti in razumeti, videti druge predvsem kot ljudi, kot dobre ali slabe ljudi in ne kot Srbe, Hrvate, bogate, revne in tako naprej. Ilustracija tega je mogoče za konec je ta fotografija Francija Viranta, ob kateri je on meni razložil, kdo so ljudje na tej sliki. In je rekel, prvi z leva v zgornji vrsti je Branko Dujmović, prejel je značko primeren vojnik in je res bil izjemen človek. Drugi z desna je Duje, to je ta Duje iz Omišlja, ki ga vedno misli obiskati in ga nikoli ne obišče. Bil je odličen kolega, ja. Potem pa je tu Dino Prijedorja, nikoli se ni tuširal. Prvi z leve v spodnji vrsti je Franjo Pečnik iz Maribora. On je bil elektroinženir in skrbel za radar. Tu pa je vojak Mijatović, Rom, govorim glasno, evo, zdaj je že v redu, ki je prišel služiti JLA iz Dunaja. Morala sem mu narediti en kup portretov, da bi jih lahko poslal vsem sorodnikom. Enkrat je eden od sorodnikov prišel na obisk v Osijek, v vojašnico in je s sabo pripeljal medveda, ki je za vse nas plesal, seveda niso hoteli za to nič zaračunati. Mijatović se je zelo lepo obnašal, dobro je igral harmoniko in je bil odličen tovariš. Vsi oni so bili v moji enoti, vmesna klasa, avgusta 1980. Tukaj bom končala, hvala vam. Hvala Tani za izčrpno in predvsem na ta poudarek prijateljstva. Jaz sem si izpisala prijateljstvo, skrb, sopomoč, solidarnost, na drugi strani nek pritisk in potem ta usoda, ki se zgodi v 90-ih letih in to mi ostaja, spomini se še vedno vračajo, kar tudi potrdi to, da vedno v pogovoru, ko se vedno pogovarjajo sploh generacije iz 50-ih, 60-ih let o vojski in nezmožnost, da spostavijo poseben odnos. Zdaj sledi diskusija, vprašanja, pa so mi rekli, da najprej bom jaz začeti, pa me zanima, ker se tudi sama in tudi ti si ukvarjala z dediščino in teorijo dediščine, ali je zaradi te nezmožnosti tudi povezano, da če danes vprašamo, bodi si v Ajdovščini, bodi si v Vipavi, večkrat sem to naredila, ali je vojska, ali je lahko JLA dediščina tega mesta, si rečejo ne, to pa ne. Ali je zaradi tega tudi s tem povezano, da bomo raje iskali dediščino, ne vem, v Da Vinciju, v Feničanih, v eni oddaljeni dediščini, ki mogoče sploh ni povezana, kar imamo pa je še preveč boleče, ali ni še tiste varnosti, ali je pa res sam čas?
Ja, to je jasno zelo kompleksno vprašanje. Ja. Sigurno je povezano tudi s tem, kar ti navajaš, po drugi strani so določeni razlogi zelo pogosto tudi bolj navadni. Naprimer dejstvo, da na marsikaterih področjih lastnina, stavbe, ki so pripadali JLA, so še vedno v zelo nedefiniranih lastniških odnosih. Pula je recimo tak primer, dejansko največji vojaški grad, če gledamo po površini, tretjina Pule je bila dejansko v lastništvu JLA in še vedno marsikateri del je ostal na nek način je še vedno, se nič s tem ne dogaja, nek status quo in sami ljudje v Puli raje vidijo status quo, kot da se tle izniknejo neka golf igrišča oziroma da se to privatizira. Zelo pogosto postajajo te stavbe, pač dobivajo drugi namen, tako kot je dobila ta stavba tukaj drugi namen, tako kot je recimo v Puli Karlo Rojc, ki je bil ta ogromna kasarna, danes mladinski center. Dost teh stavb je prepuščeno pač naravi in se z njimi ne dogaja nič. To, kar se mi zdi pa zelo pomembno, je, da nekako na vseh naših koncih iz različnih razlogov, ampak z istim namenom, se je zelo fiksirala zgodba o JLA kot zgodba, ki se fokusira na vlogo JLA v 90-ih letih v razpadu Jugoslavije. In tej zgodbi, tej negativni podobi JLA, ki na nek način zabriše cela desetletja nekega povsem drugačnega življenja, je tudi seveda prispevala popularna kultura, filmi, spomnimo se, ne vem, od Outsidera do Kako je počeo rat na mom otoku. To so vse filmi, ki oficirje, predvsem JLA, prikazujejo kot, ponavadi so Srbi totalno zagriženi, patološko lojalni vojski, oblasti in tako naprej in pripravljeni žrtvovati te mlade vojake pač za to neko lojalnost. In to dela res krivico velikemu številu tako predvsem oficirjev, ki so za te mlade vojake tudi včasih dali življenje. Dela krivico oficirjem, kot je Borojević, ki je zaščitil Pulo in je Pula mesto, čeprav največje vojaško, ki dejansko ni imelo nobenih posledic in se je vojska iz tega mesta povlekla, potem je bil na Visu oziroma v Splitu in ko je ugotovil, da tam ne bo mogel zaščititi mesta, je naredil samomor. Te dni se veliko govori o uspehu Nebojše Slijepčevića, režiserja iz Zagreba, ki je v Cannesu dobil Zlato palmo za kratki film in to je film o Tomi Buzovu, spet oficirju JLA, ki je v tem grozovitem zločinu v mestu Štrbci, ko so paravojaške enote Milana Lukića povlekle z vlaka vse muslimane, ker ko je vlak šel iz Beograda, to je Beograd bar vlak, so naredili seznam, so legitimirali vse ljudi in so ubili tudi njega, ker se je pobunil, ker ni bil tiho. Šel je pa obiskati svojega sina, ki je v tem trenutku služil vojsko v Podgorici, to je leto 1992. Tako da dejansko JLA in zgodba o skupnosti, enotnosti, enakosti, ki jo je na nek način ta vojska posabljala, čeprav gre za neko seveda, jaz včasih imam malo težavo, da se to, kar jaz govorim, ne dojema kot neka zdaj glorifikacija vojske. Jaz ne bi glorificirala nobene vojske, svojega sina ne bi poslala v nobeno vojsko, nikoli. Ne gre za to, gre pa vseeno za možnost mišljenja drugačnih družbenih infrastruktur. In mislim, da smo mi te infrastrukture izgubili, rabimo jih pa danes, tako kot smo jih rabili kadarkoli prej. In mislim, da je dejansko v tem težava. Slovenija praznuje državni praznik odhoda zadnjega vojaka JLA. Kako misliš, da bomo hkrati JLA in njene objekte imeli za neko dediščino? To je zdaj to trčenje,
ampak mislim, da je pomembno o tem govoriti. Moja knjiga ima v naslovu Utopija in jaz ne mislim, da so ljudje medtem, ko so služili vojsko, mislili, da je to ena utopija ali raj na zemlji, daleč od tega. To je bilo dokaj težko, dokaj nesmiselno, težka izkušnja enostavno. Ampak ko gledamo za nazaj, prav ta izgubljena možnost se prepoznavati na moralni podlagi dela to izkušnjo utopično. Še kakšno vprašanje, oziroma sigurno prepričana sem, da ima vsak svojo zgodbo o vojski. Res prosim, da delite z nami, oziroma da tudi se Tanjo ki vpraša. Tukaj sem sigurna, da ste ljudje, ki ste preživeli. Ki veste o tem več kot jaz. Jaz sem bil v vojski v Banja Luki, pri vezistih, pač Slovenac, in obuko so me že prej poslali na Manjačo po 2 mesecih, ker so rabili veziste na Manjači. Jaz sem bil šolan, PTT šola, Telekom šola, no, in pa še radioamater in te stvari, tako so videli, da vse znam. No, na hitro povedal 2 štosa, zdaj sem se spomnil še enega dobrega. Je bil RUP 12, en mesec nam je razlagal vodnik tisti RUP 12, to je radiostanica, ne? In jaz sem zaspal. To je moj steber, zaspim. Ej, ti tamo što spavaš, kaži mi RUP 12. Jaz sem vstal, RUP 12 ima 12 kg, 12 km do meta, ima 770 kanala. In sem mu povedal podatku, ki jih niti on ni vedel, ker sem preštudiral vse skripte od RUP 12, ki jih imel tam. Pa vidi ti Slovenca, sve zna i spava. Sve spava i sve zna, tako je. Drugi štos je bil na Manjačo, je crkvena linija, žična linija, gor na Manjačo, tu je 30 km, ko ne nanosle. In potem sem poslal izdga so vojaka na drog, pogleda varovalke, on pogleda varovalke, pa dobra je, mislim, stekleno je bilo celo, ampak žičke ni bilo noter. Oni reveži so hodili celo linijo iz Banja Luke na Manjačo in na drogove in ni bilo, pridijo gor, je bil signal tam in varovalke. Oficir je znoril, me pokliče, Božiću, dođi vamo. Pa šta si ti misliš? A ti li misliš da si sa mnom krave pasao? Ja mu rečem, druže, ne znam, komandante, je bil glavni, v nedeljo je bilo, glavni je bil okrožja Banja Luke, dežurni oficir. Druže, pukovniče, ali nekaj je bil, ja nisam nikad krave pasao. Gotovo. Idi po lični pribor v zatvor. Jaz sem šel, pridem nazaj, pa šta si tako rekel? Pa me je peljal na pivo. V kantinah smo imeli pive v vojski. In ko so bili državni prazniki, so nam dali kozarc vina, muslimani niso pili, jaz sem vsak bod pijan. Hvala. Ja, je bilo težko, ja. Jaz sem služil v Bohinjski Beli, ki je bila kazenska kasarna za oficirje. Ampak to, kar je bilo danes predstavljeno, lahko potrdim in nedvomno velja za navadne vojake, ki smo tam služili. Tako da je ta konc JNA, konc Jugoslavije pomenil en težek dogodek za ta spomin, ta prijateljstva. Po drugi strani pa mislim, da je vzpodbudil nekatere, vsaj mene, da smo začeli iskati. Če tudi so se ta prijateljstva nekako iztekla, smo začeli iskati, tako da sem vesel, da sem videl, čeprav nisem prijatelj Facebooka, da obstaja ta zadeva. Bom še kaj poiskal. Našel sem ljudi na Švedskem, povsod in na koncu lani mi je uspelo dobiti enega fanta iz Bosne, sva se srečala v Sarajevu, drugi pa žal po informacijah ni preživel te morije. Hotel sem pa na drugo stvar vprašati. Zakaj ravno samo moški? Fantje, vemo, da proti koncu JNA so imele tudi ženske možnost služiti, zdaj ali je to premajhna statistično nepomembna populacija,
zakaj ostaja samo naša draga Lidija v Predinovi pesmi. Ja, absolutno je vprašanje na mestu, hvala. Med leti 83 in 85 so dobile ženske tudi možnost služiti v JLA. To je bil prostovoljni rok, ki je ne trajal dolgo, nekaj tednov, okoli 3 mesece. V tem času in nekaj tudi prej so pa obvezno šle v vojašnice študentke obramboslovja. In naša Lidija je tak primer. Nekje iz Prekmurja je služila v Sarajevu. Zanimivo je, jaz sem že to tudi sama povedala, da je na nek način jugoslovanska vojska, to je seveda bila vojska, je bila tudi in sebe dojemala kot državljanski projekt. In to, kar je ona probala ustvariti, ni bilo samo naučiti se streljati in vojaških veščin, ustvarila je tudi infrastrukture, da se je marsikateri moški naučil avto voziti, marsikateri se je naučil pisati in brati. In v tem smislu tudi ta mešanica, ta ekstrateritorijalni princip je dejansko bil v tej funkciji. In v tem smislu je presenetljivo, da inštitucija, ki je res najbolj pomembna jugoslovanska državljanska inštitucija, izključi polovico državljanov oziroma državljanke. In vojska sama se je s tem vprašanjem dosti ubadala. To je na nek način že vprašanje tranzicije po koncu druge svetovne vojne. Zdaj so diskusije o tem, ampak so tudi statistike, ki nam jasno povejo, pa tudi vemo že tudi iz šole, iz filmov in tako naprej, da je število žensk v partizanskih enotah bilo izjemno visoko. In da je dosti teh žensk tudi se udejstvovalo v res teh borbenih enotah, niso vse bile samo zdravnice oziroma bolničarke. Zelo podobno kot v Rdeči armadi je prišlo do velike, zelo močne demobilizacije žensk po drugi svetovni vojni. In mene še vedno muči vprašanje, zakaj. Zakaj se ni probalo s nekim drugim modelom, ampak na nek način je ni bilo problematizirano dejstvo, da vojska v času miru je pač vojska za moške in to je to. Tako da je zelo malo žensk ostalo v aktivni službi, zanemarljivo, glede na to, koliko jih je bilo v partizanih. To pa s služenjem se tudi ni preveč posrečilo, nekako pravijo, začetek tega je sredina 80-ih, tako da jaz mislim, da če bi s tem projektom začeli prej, bi mogoče bilo drugače. Po drugi strani pa moramo vedeti, da recimo, ko sem se jaz pogovarjala z enimi oficirji in ko sem brala tudi neke zapiske, je nekak razlog, ki ga navajajo, je to, da težko je s temi ženskami. Hočejo se tuširati s toplo vodo, vsak dan. V Ljubljani so zgradili, ne vem, mislim, da na Metelkovi posebno stavbo samo za ženske. Torej, to je tudi nekak stvar denarja infrastrukture bil omogočiti pogoje, da se ženske res množično začnejo pridruževati vojski. In nekako pravijo, da je izginil interes, ampak mislim, da je bolj res šlo za to, da vojska ni znala to dobro hendlati. Same ženske pa, ki so služile, jaz se s tem nisem veliko ukvarjala, sama med sogovorniki nisem imela sogovornic, ampak Ana Čeč, ki je iz teh koncev, dela doktorat na to temo. Čič. Evo je, da. Zdravo, Ana. Ana Čič dela doktorat na to temo. Ana, lahko nam tudi nekaj poveš raje, kot da jaz razlagam, koliko so te ženske motivirane in koliko jim je pomembna ta izkušnja in povezave. Jaz se v bistvu to, kar si že povedala, Tanja, torej po eni strani jaz tudi drugače upravljam intervjuje s temi bivšimi prostovoljkami z vseh koncev naše bivše države in v glavnem gre po eni strani za veliko
finančno, bom rekla, breme, torej običajno so te ženske živele v posebnih stavbah, imele so druge oficirje, poveljnike, ki so skrbeli zanje. Poleg tega je bilo vedno recimo pred temi stavbami njihovimi tudi dodatna straža, torej neke dodatne sile. Mogli so jim urejati drugačne uniforme, torej preskrbeti ženske variante in tako naprej. Ne vem, posebne prostore, stranišča, kopalnice, kar je pač zase posebej potegne neko finančno breme. Po drugi strani je pa čisto statističnih podatkov, recimo, približno 7000 žensk se je v celotnem obdobju, torej od 83. do 85. leta prijavilo na služenje, od tega jih je pa manj kot polovica dejansko opravlja to služenje do konca. Nekaj jih je, bom rekla, padlo že na zdravniških preizkusih, nekaj kasneje, določene pač niso dokončale zaradi takih in drugačnih razlogov. In v bistvu se je v prvem roku, služile so lahko 3 mesece kot običajne vojakinje ali 6 mesecev kot rezervni oficirji. In dejansko je to število močno upadlo. Torej v 2 letih enostavno, tako kot je rekla Tanja, bom rekla po statističnih podatkih še enkrat, ni bilo več zanimanja v bistvu tudi strani žensk, ne samo strani dejansko države. Vse pa poudarjajo recimo v intervjujih oziroma ko se pogovarjamo, da je šlo pač za poskusno obdobje. Torej ves čas govorimo o poskusnem obdobju, ki je že prej imelo rok trajanja, brez potem drugih zadev. Toliko za enkrat, ne bom pretirala. Hvala. Dobar dan, jaz bom malo zmedeno govoril, ker nisem govorc, sem pa z Nove Gorice, Komelj. Predvsem je za mene bolj bistveno to, da ta, ne bom rekel projekt, ampak vojsko gledam tudi tako, kot ste vi poudarjali, kot nek sociološki, neko območje, kjer se je dalo združiti nekaj, kar mogoče se sploh ne bi mogoče dalo sploh združiti. Ne. Tukaj govorimo pač o fantih, ne. Vseh koncev in krajev in visoko in spodaj, levo in desno in tako naprej. No, jaz bom bolj malo vrgel na štos. Sem Komelj, služil sem v Ljubljani. Glede na to, da služiš v Ljubljani, če si iz Gorice, si v drugem svetu. Ljubljana sploh ni bistveno, tudi jaz prej nisem poznal Ljubljane, ne. Zdaj, če lahko lociram datum, to je bilo 85. leta. Če si malo lahko predstavljate, kakšen čas je nazaj to, ne. Bolj bistveno je, tudi smešno je, da sem služil v Šentvidu, jaz sem Komelj, sem služil na ulici Bratov Komelj. To je še tako malo čudno, ne. To je bila kasarna, velika kasarna v Vižmarjeh, ne, je bila stara stavba, tam je bila neka škofijska gimnazija, včasih je dozidana, tako lepa zadeva. In, no, govoril bom o spominih, ne. To je edina verjetno kasarna v celi Jugoslaviji, v kateri se je ta glavni kapetan ali pa glavni oficer, ne vem, kako se mu reče že, ne, vozil s Ferrarijem domov. Zdaj, da ne boste mislili, da res imel Ferrarija. Ferrari je bil pa iz Mirna, šofer Ferrari po prejemku, tako da smo si na jasnem, ne. No, bolj bistveno je to, da se je tam združilo precej tako ena homogena, heterogena skupina, mi smo bili ena majhna enota, tako ena specialna v okviru teh plavcev, ne, ker so plavci so bili te malo kasta, ne, mi smo bili v njihovi enotki, tam smo bili pa zelenci, ne. Bistveno je to, da smo tam bili vseh koncev Jugoslavije, ne. Bili smo večino že srednješolci, potem je bilo nekaj
ljudi, ki sploh verjetno niso bliže izobraženi in tudi visoko izobraženi ljudje. Ne. Ni bilo nobenih težav, ne. Malo smo vedeli, da je te narodnosti, to je uni, ne. Ni bilo težav, sploh ne. Ne. Imeli smo potem proti koncu leta verjetno 86, je že bila mala ta nacionalistična zadeva se dogajala in če povem zgodbo, ne, bili smo na dvorišču povabljeni zjutraj in potem je ta glavni govornik tam rekel, takrat se je zgodil Cankarjev dom, ne, v Ljubljani, šta hoču ovi Slovenci. Mislim, nas, ko smo bili Slovenci, nas je streslo, ne. Smo se tako malo zgrozili, ampak je izvenela ta zadeva. Vse to je samo bolj tako en tak pretres, ne, kaj se lahko zgodi. Bolj bistveno je to, da se je v vojski poudarjalo tudi, da dejansko so vojaki se lahko malo združili, ne, in moja zgodba je zdaj lahko zelo široka, ne, če lahko še opišem. Ko se je glavni starejši Branko, ne, imel za poročiti, on je bil že, mislim, da je bil že takrat profesor matematike, ne, Sarajeva. In ko je kapetan to zvedel, da se bo poročil, je rekel, dajmo zberi svoje fante in boste šli z njim na poroko v Sarajevo. Je zbral tudi mene, je zbral en par Slovencev in Dalmatincev. In pa smo šli v Sarajevo na poroko, Brankoto, ne. Poleg tega, da smo šli na poroko, smo lahko šli še Džaniju na Brač. In pa smo prišli nazaj in povedali šefu, da je bilo vse v redu, ne. Bolj hočem povedati to, ko govorite o tem, da prijateljstvo, ne. Jaz sem Brankota potem izgubil, ne. Greš na pač izobraževanje, vezo in tako naprej in potem zgubiš, ne, te stike, nisi več v nekem toku, imaš neke. In pred 20, lahko že več leti, sem na morju na Pelješec bil dol in je bila tam ena profesorca, mislim, da je bila na gradbeni fakulteti iz Sarajeva, sem rekel, spama, Brankota bi lahko vi poiskala, ne, ker jaz ne morem priti do njega, ne. In čez par mesecev sem dobil vestilo in sem dobil Brankota. In ta Branko, profesor matematike, je bil na gradbeni šoli dol, faksu, in je celo vojno preživel on v Sarajevu, to povem ta zgodbo, ne, in on je bil ta glavni za iskat vodo v Sarajevu, da so lahko pač tam bivali, ne. No, bolj bistveno je to, da ker vi govorite o tem, da je težko se soočiti z nekom, ki ne veš, kaj bo z njim. Tudi meni je bilo zelo težko. Potem, ko me je on pa poklical, jaz sem bil šokiran, ne? Ampak izredno vesel in še vedno ohranjava zelo korektne odnose, si dopisujemo se, on dosti potuje tukaj čez in se večkrat ustavi pri meni in obratno, ne. Tako da me je zelo povlekla vaša tema, ki sem dobil pa na Facebooku, ne, ker gospod pravi, da ni, Facebook je v redu zadeva očitno in se da s to zadevo marsikaj dobiti, ne. Ben, v glavne za mene je JLA bila ena dobra izkušnja, ne. Tako da to je to. Hvala. Jaz bom malo krajši, ko sem prišel v vojsko, so me vprašali, če znam čitati, brati, ne, ko je ona omenila. Potem mi pokažejo cirilico, me vprašajo, sem rekel, ma znam, malček, ja, malček ne. Piši, pola pismen. Sam še eno vprašanje, potem bomo pa šli dol, kjer je tako malo zakuska in bomo nadaljevali s pogovorom. Zdaj pa še Lanko. Jaz nisem bil v vojski. Nimam zgodbic. Zdaj, pač ti si skozi poudarila prijateljstvo, to je pač tak zelo pozitivni vidik, ne. Zdaj, verjetno je bilo tudi dosti negativnega vidika. Dejansko je, pač poznam zgodbice, ker pač se družim tudi jaz z ljudmi, ki so bili v vojski. Ampak zgodbice, ki se jih spomnim, so bili večinoma, da so se o nekom posmehovali ali
pa kaj takega, da so si izbrali neko, pač niso bile nujno, ne poznam zgodbice o prijateljih, no, tako bom rekel, no, poznam pa sicer to pač spet mogoče ni neka tema, ki bi jo te vojaki, če jih ne lik siliš v njih, da poveš, ali si imel prijatelja, povedali sami od sebe, ampak povem, pač vem za en kup nekih negativnih izkušenj, ne, pač dobro, tudi pozitivne, to, da so se smejali, pa da so se imeli fajn, pa take reči, ne. Zdaj, ne vem, a je bilo to težko dobiti ven te prijatelje, tle je več vprašanj možnih, no, ampak. Ni bilo težko, to je neka, ti zmečeš skupaj zelo različne ljudi in seveda, da tle se tudi pokaže ne samo, da je pomembno, kdo je dober človek, tudi enako pomembno je, kdo je slab človek. In vsi imajo te zgodbe, ampak mene o tem ljudje imajo manj potrebe govoriti, seveda govorijo tako, to ni nekaj, kar jih zaznamuje, razen če jih nekdo res ni maltretiral do neskončnosti, ampak ponavadi ni, ker so se ponavadi potem ustvarjale solidarnosti med drugimi, ki so to poskušali reševati oziroma se upreti tovrstnemu obnašanju. Tako da mene so zanimale tiste zgodbe, ki jih moški hočejo povedati, ki so jim pomembne. Ker precej, mislim, Jugoslavija se je razpadla v krvavih vojnah, nekaj časa se je s tem ukvarjal cel svet. Če ste bili, ne vem, antropologinja ali karkoli družboslovnega v 90-ih letih, ste sigurno lahko dobili službo kjerkoli, ker je vse to zanimalo. Ampak kaj je ljudi zanimalo? Zanimalo jih je ali to, kar je bilo, zanimale so jih v bistvu skrajnosti, tisti, ki so se bojevali, ki so bili nasilni, nacionalni junaki, cela ta neka nova zgodba, ki se je ustvarjala, zločini, zločinci in tako naprej, ali to, kar je bilo na nasprotnem bregu. Mirovni aktivisti, tisti, ki niso hoteli iti v vojsko, celo to gibanje, ki se je ustvarjalo takrat, aktivisti za pravice pač istospolno usmerjenih in tako naprej. Torej, to so neke zgodbe, o katerih je ogromno pisano in ogromno je pisano o vlogi Jugoslavije kot ustanovi v razpadu, v vlogi JLA v razpadu Jugoslavije. Ampak mi imamo nekje vmes neke milijone ljudi, ki so desetletja služili to vojsko in to ne zanima nobenega. In to, kar oni imajo za povedati, nobenemu ni relevantno. In meni se zdi, da jaz sem se tudi lahko ukvarjala, sigurno je marsikdo tudi doživel neko nasilje v vojski. V vojski je bilo sigurno tudi homoseksualnosti. Marsikaj, kar bi mi lahko zdaj začeli tu, ampak jaz tega nisem hotela. Jaz sem hotela videti, kako živi ta zgodba danes, kje živi, kje se vrača, na kakšen način izziva to, kar imamo danes, da je itak to vse bilo brez veze. Tako da, ja, absolutno so bila tudi sovraštva, so bili problemi, so bili pretepi, so bili tatovi, ki so kradli, vse je bilo tako kot v vsaki skupnosti, ampak to ni to, kar se danes vrača, kar je danes pomembno. Tega nismo niti izgubili, to smo obdržali. Ja. Ja, mogoče smo pa res izgubili med to našo družbo solidarnost, spoštovanje različnosti, spoštovanje, da smo vsi različni etnik, kultur, vsak prihaja iz svoje družine, svojega okolja in mislim, da res, da naj zaključimo s to pozitivno stvarjo, da premislimo tudi, koliko smo mi prijazni do sočloveka, koliko ga spoštujemo, ker je drugačen in predlagam, da gremo zdaj skupaj s Tanjo dol na kozarček in da nadaljujemo ta pogovor. In hvala za tako veliko udeležbo in da ste si vzeli danes čas v tem deževnem vremenu. Preden končamo, mogoče sam rečem, da to ne bi niti jaz rada končala z nekim blaznim pesimizmom. Seveda ne gre za to, da smo kot posamezniki to izgubili. Tu imam sliko, ki je bila razstavljena na eni razstavi v Beogradu, v Muzeju Jugoslavije. Na njej sta dva moška, s katerima sem jaz veliko delala. Ta na vaši levi strani je Dejan Dimitrijevič, drugi je Nebojša Šerić Šoba. Oba sta umetnika, oba sta končala
umetniške akademije. Šoba je še danes umetnik, živi v New Yorku, Dejan živi v Torontu. Spoznala sta se na poti na Mali Lošinj, kjer sta služila vojsko skupaj in tako kot vi, potem sta nekaj časa zgubila stike, potem sta se nekje našla in potem sta naredila tisto ponovitev iste poze. Gor je njihova slika na Lošinju, ta od spodaj je v New Yorku. In to je bil del ene umetniške inštalacije, kjer je tudi zemljevid, na katerem sta z eno sijočo nitjo povezala vse kraje, kjer sta živela. In s poročilom, da ne glede na vse, ne glede na sta starejša, bolj debela, da ni države, da živita na različnih koncih in da sta živela na mnogih različnih koncih, da sta oba bila mobilizirana v teku vojne na različnih straneh, to sta še vedno ona dva, ista, kljub vsemu, kar se je zgodilo kljub vsem letom. In to se mi zdi nekako zelo pomembno, da ni vse izgubljeno, ne more biti. Hvala vam.